in ko je padla beseda in ideja za Rožnik, je potem bilo to dobro sprejeto in mislim, da so se dobro odločili. Kaj bi Ljubljana brez Rožnika, brez teh lepih gozdov, brez tega prijetnega stičišča med urbanim in naravnim in samo naravo. Morda bi s tem začel to svojo oceno 4-letnega mandata, predtem bi pozdravil vso svojo ožjo in širšo ekipo. Med nami so vsi, ki so zadnja leta kreirali politiko in delo v ožjem in širšem sestavu ministrstva. Jaz sem vedno deloval kot ekipa. Nekaj kolegov je začelo ta mandat, z menoj pa so šli na druge izzive in tisti, ki ste zdržali z mano do konca, se vam za to zahvaljujem. Bilo mi je v užitek in čas, da sem lahko delal z vami. Ampak, kot rečeno, morda bi začel kot dosežke našega mandata prav s tem, da nam je v tem dinamičnem času intenzivnega gospodarskega razvoja zadnjih 4 let, ko je tako področje infrastrukture, energetike in različnih gospodarskih sistemov, še posebej tudi z vidika investicij na področju občin, dobesedno zasipalo upravne organe številnimi novimi projekti, da mi je kot ministru uspelo ohraniti krhko, ampak pomembno ravnovesje med razvojem in odnosom do narave. Ta ključna paradigma tega mandata, ki je tudi usmeritev Evropske unije, je bila mogoča tudi zato, ker v Sloveniji že obstaja visoka raven političnega soglasja, da razvoj da, ampak ne na ceno in na škodo narave. Jaz bi uvodoma povedal še nekaj številk, čeprav niso ključne, so pa pomembne, da vendarle pokažejo dinamično 4 leta. Razumljivo je, da bom v svojem nastopu govoril o dosežkih, ki smo jih pač, kot sem jih videl skozi svoje oči in oči svojih sodelavcev in sodelavk. Če boste pa videli kako drugače, bomo pa na vaše vprašanje seveda odgovarjali. Prav tako sem vesel, da sta se mojemu povabilu odzvali gospa Nina Štrovs in Lidija Živčič, predstavnici dveh zelo, najbolj aktivnih nevladnih okoljskih organizacij, ki sta kritično, ampak zelo profesionalno spremljali naše delo vsa ta leta. Na nekaj številk bom šel. V Sloveniji trenutno deluje 190 čistilnih naprav. Pokriva 1 570 000 populacijskih enot. V zadnjih 4 letih so se proračunska sredstva, ki smo jih namenjali za izgradnjo čistilnih naprav in pripadajočih kanalizacijskih sistemov, od 16 milijonov v letu 2004 povečala na 50 milijonov v letu 2008. Seveda, potem k tem virom je potrebno dati še evropska sredstva in pa sredstva občin. To vsekakor dokazuje, da smo bili priča in smo še vedno priča zelo živahnemu investicijskemu ciklusu na področju tega segmenta komunalne infrastrukture v Republiki Sloveniji. V zadnjih 4 letih je Ekosklad, ki ga sam pokrivam tudi v funkciji predsednika nadzornega sveta, dodelil 100 milijonov evrov zelo ugodnih kreditov, ki so v več kot 60% šli v smer tistih projektov, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Kolegi na skladu so nam začunali, da so na podlagi teh investicij se je zmanjšala emisija toplogrednih plinov za 48 000 ton CO2. V tem mandatu je tudi uspel zame zelo pomemben projekt, da je v letošnjem letu 2100 družin prejelo subvencijo, ko so šle ali v nakup ali pa obnovo njihovega stanovanja. Ta projekt smo pravzaprav v celoti zagnali v tem mandatu, smo ga pa naslonili na nekatere druge oblike aktivne stanovanjske politike. Danes bi vas tudi prosil za razumevanje, ker nameravamo z direktorjem stanovanjskega sklada na posebni tiskovni konferenci govoriti o področju stanovanjske politike, da sam podrobnije tega ne bi odpiral, če bo pa kakšno vprašanje, pa seveda z veseljem nam odgovoril. V tem mandatu smo naredili pomemben premik na področju prostorske zakonodaje. Tukaj so bili premiki najbolj globoki, so bili zakonodajni, so bili organizacijski in so bili potem seveda tudi vsebinski.
S temi spremembami smo uspešno odprli nov ciklus v slovenskih občinah, kajti številne so šele po sprejemu zakona o prostorskem načrtovanju šle v spremembe njihovih prostorskih aktov. Jaz sem bil skupaj s sodelavci veliko časa na terenu, veliko smo se srečevali z župani in občinskimi strukturami in smo torej prav v področju okoljske oziroma prostorske zakonodaje občin dali poseben poudarek. To so torej ti štirje, po moji oceni, zelo pomembni dosežki tega mandata. Vsekakor eden od dosežkov je tudi ta, da sem kot minister do vsega začetka verjel v instrument parkov, parkovne politike v Republiki Sloveniji. Bil sem iniciator, da se ustanovi Kamniško-Savinjski park, morda bo potrebno še leto ali dve, da ga ustanovimo. Uspešno sem iniciiral že dolgoletno idejo, da dobimo krajinski park Ljubljansko barje. Dobro nam kaže. Združili smo mestno občino in ostale občine pri tem. Bili smo zelo transparentni. Prav tako smo v našem mandatu ustanovili krajinski park Kolpa, ki že deluje. Imamo pa še kar nekaj načrtov. Prav tako pa smo tudi v področju parkovne politike in Nature 2000, ki je pa drug element tega področja, dali posebni poudarek. Jaz si kot uspeh štejem, da mi je uspelo v 4 letih z vztrajnostjo in argumenti prepričati ne samo župane, ampak tudi moje kolege v vladi, v vladnih strukturah, da je instrument Natura 2000 razvojna priložnost za Slovenijo, ne pa njena omejitev. Zagotavljam vam, da ni bilo lahko, ampak sedaj tudi, ko gremo po obiskih po Evropi in ko ugotavljamo, na kakšen način nam smo uspeli tudi v ta instrument varovanih območjih, ki pa ne pomenijo ovire za razvoj, prepričati tudi lastnike, da je bil to velik uspeh.